vsi poznate vegetativno živčevje, ne? Kako izgleda. Imamo parasimpatično in simpatično živčevje. In simpatično živčevje je tako imenovan stresni živec. In jaz sem v bistvu bil toliko v tem stresu, ta kortizol in vse, kar zraven spada, ko si ti v strahu. Se ti aktivira živčevje, to je prvinsko živčevje, eni pravijo tudi reptilian brain, se pravi reptilski možgani, in te možgani v zadaj so odgovorni za fight and flight, se pravi beži ali bori se. In ti dejansko, takrat ko se ti boriš, ko moraš laufati ali pa se boriti, kaj se zgodi? Takrat tvoj telo odklopi, to je zdaj znanstveno dokazano, tvoj telo odklopi vse največje porabnike življenjske energije in ti mobilizira tvoje življenjsko energije, da gre vsa v končine, da se boš lahko boril ali da boš lahko bežal. Okay? No, in kaj se potem dogaja? Takrat se v bistvu imun sistem izklop se pač presnove, izklop se vsi porabniki več ali manj. Ker kaj če ti takrat imunski sistem? Ti takrat rabaš bežati ali pa boriti se. Ti rabaš svoje telo zaščititi. In zdaj pa na velika skrivnost. Tudi znanstveno dokazana. Zakaj nas toliko tišijo pred strahom? Ker tisti moment, ko si ti prestrašen, ko se ti aktivira to, prvinski nagon živčevje za ohranitev, se pravi prvinski živčni sistem, se ti ta thinking brain, se pravi razmišljajoči možgani, imamo levo pa desno možgansko hemisfero, se pravi intuitivno pa tisto logično razmišljanje, ko gre, se ti v bistvu sklop in to te poneumlja. Torej, ko smo prestrašeni, nas to poneumlja. Potem nas naredi bolne, jemlje nam našo življenjsko energijo in potem, česar ko se lotimo, ne moramo uspeti. Ok? Boris, ful pomembno pa je, ko govoriš o strahu, jaz sem prepričana, če bi nas vprašal, koliko nas je strah, da skoraj noben ne bi dvignil roke. Kaj je to ta strah? Česa se bojimo? Je pa definitivno tle, da se vsega čutimo nasploh. Kaj je ta strah? Veš, mi si niti ne priznamo, če se je mene strah. Vse smo vse. Veš, kaj je problem? Problem je v tem... Pa jaz vem, da me je strah. Če je mene strah? Več strahov imamo. Ja, eden od temeljnih prvinskih strahov, če gremo čisto v temelje. Nas je strah pred neznanim, pa v bistvu mi prvinsko, ta prvinski možgani, reptilien brain, ki nas hoče zaščititi, v bistvu mi, ko smo izhajali iz tiste osnovne esence, z drugega nivoja, tam smo se sončali v tisti blaženosti. In vsi iščemo, kaj vsi v tem življenju iščemo? Globlje od ljubezni. Občutek, da je za nas poskrbljeno, da smo na varnem. In v bistvu zdaj se vse odvija v tej smeri, da ljudje probamo skozi materialno si pridobiti to. Ampak tega se ne da. In mimogrede še enkrat super vprašanje, ker kaj se zgodi pri ljudeh, ki imajo ta sistem beži ali bori se, prvinski živčni sistem. Taki ljudje so fokusirani svoje telo. To pomeni, da so fokusirani na materijo. To pomeni, da si grabijo premoženje. V bistvu zanikajo pa kompletno svojo intuicijo in se v tem primeru se odklopijo od božanskega vira. Kaj je strah? Da si odklopljen od božanskega vira, od povezave z božanskim virom, to je strah. Ker tisti moment, ko imaš ti ta connection, če v tujem jeziku rečemo, oziroma povezavo, takrat ti vse čutiš, da vse, kar se zgodi, je božanski načrt v zadju in da te res niti potrebno, da je strah. In zato v bistvu, ko sem prej razlagal meditacijo, potem še do tega pridemo, namen meditacije je ravno v temu, da mi se zopet povežemo in da zopet začutimo, da mi vedno smo bili ljubljeni, vedno smo in vedno bomo. Ampak ta naša družba ne želi takih ljudi. Ker tisti moment, ko ti tako razmišljaš, to so ljudje ala Mati Tereza, ala Gandhi, ala podobni. Zakaj? Ker takega človeka ne prestrašaš. Ampak v bistvu človek, ki je prestrašen, je fokusiran na materijo. Ker recimo, če zebro lovi lev, kaj ta zebra razmišlja? Kako ne zaščitam svoje telo,
kam v okolje ne grem, da bom varna in koliko časa potrebujem, da pridem do tega, da me lev ne bo ujel. In ta žival, vsi smo dizajnirani za kratkoročen stres, ampak problem pa je, ko to postane kroničen stres. Mi imamo dve vrste stresa. Imamo fiziološki stres, pa celični stres. In problem tega celičnega stresa je, da se ga ne zavedamo. Na spletni strani zdravjenas.si imate članke na to temo. Drugače pa tudi v knjigi Zdravje nas so te stvari vse opisane.